Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na ta sončen zimski dan. Za nami je turbulentno leto 2022 in v naslednje pol ure si bomo pogledali, kaj nam je leto prineslo na borzi. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta online dogodek. Najprej pa seveda pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave. Na njem bosta sodelovala finančna strokovnjaka, ki bosta izrazila svoja osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja. Kmalu se mi bosta pridružila tudi današnja gosta, ampak najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v letu 2022. Vrednost tržne kapitalizacije delnic se je glede na predhodno leto znižala za 19,8% in je konec decembra 2022 znašala 7.632 milijonov evrov. Navedeno znižanje je posledica padca tečajev delnic ter umika delnic Mercatorja in KD Group z organiziranega trga. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v 2022 znašal 430,9 milijonov evrov, promet brez svežnjev pa 386,6 milijonov evrov, kar znaša 21,1% več celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi s predhodnim letom. Navadni posli so po vrednostnem obsegu predstavljali 89,7%, na borzi sklenjenih poslov v predhodnem letu pa 84%. Povprečni dnevni promet je znašal 1,7 milijona evrov, v predhodnem letu 1,5 milijona evrov. Povprečno število poslov na dan pa je naraslo na 187. V predhodnem letu je bilo dnevno povprečje poslov 130. Tudi v letu 2022 so bile najprometnejše delnice Krke iz prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 44,2% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 19% deležem zasedle delnice NLB, tretje pa z 12,1% deležem delnice Petrola. Trgovalo pa se je tudi z dvema ETF-oma izdajatelja Intercapital Asset Management in s 5 ETF-i izdajatelja Expat Asset Management. Izmed dolžniških instrumentov se je trgovalo le z obveznicami KD Group 3. izdaje in SI 6. izdaje. Zmagovalce in poražence smo tudi tokrat iskali samo med delnicami, s katerimi je bilo v letu sklenjenih za več kot 500 tisoč evrov poslov. Največje vrednosti so pridobile delnice Datalab in sicer 58,8%, sledijo delnice Equinoxa in Luke Koper. Na drugi strani pa so največ vrednosti izgubile delnice Melamina in sicer 35%, sledijo delnice Krke, Petrola, Save Re in NLB. Poglejmo si sedaj še gibanje slovenskih indeksov napram ostalim v regiji. Indeks SBI Top prikazuje odebeljena svetlo-modra črta. Indeks SBI Total Return pa temno-modra odebeljena črta. Kot lahko vidimo iz grafa, so vsi indeksi končali leto 2022 niže, kot so ga začeli. Indeks SBI Top je izgubil 16,9% vrednosti, indeks SBI Top Total Return pa nekoliko manj na račun dividendne donosnosti in sicer 10,8%. Poglejmo sedaj še gibanje tečajev v prvi kotaciji. Z izjemo delnic Luke Koper se je v preteklem letu vsem ostalim delnicam prve kotacije tečaj znižal. Pri delnicah iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti je prišlo do naslednjih padcev. NLB minus 18,1%, Sava Re minus 19,7% in zavarovalnica Triglav minus 6,3%. Pri delnicah iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine vzdrževanja in popravil motornih vozil je prišlo do naslednjih padcev. Cinkarna Celje minus 11,2%, Krka minus 22%, Petrol minus 21,3%. Pri delnicah iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti in promet in skladiščenje so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. Intel Europa minus 17,1%, Luka Koper plus 1,6%, Telekom Slovenije minus 16%.
Preteklo leto je zaznamovala tudi relativno visoka dividendna donosnost. Vse delnice v sestavi SB Top razen ene so prinesle izplačilo dividende. Najvišje dividendne donosnosti so se razveselili delničarji Cinkarne Celje, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije. Sedaj pa je čas, da se nam pridružita tudi današnja gosta, ki bosta pokomentirala dogajanje na trgu. To sta Anže Habjan iz NLB in Sašo Stanovnik iz Adventure Investments. Sašo, Anže, dobrodošla. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Bomo kar začeli, prosim za vajen komentar na tele videne številke na gibanje na Ljubljanski borzi 2022. Anže, bi začel kar ti? Lahko. Najprej me žalosti, da smo izgubili dva borzna člana. To kot posrednik tudi občutim neposredno. Na drugi strani pa vidimo lahko, da tudi Ljubljanska borza se ni mogla izogniti vsem trendom, ki so veljali v letu 2022, se pravi soočanju z rusko-ukrajinsko krizo, naraščajočo inflacijo in pa bitko centralnih bank proti naraščajoči inflaciji z dvigovanjem obrestnih mer, to se odraža praktično na vseh segmentih trga. Kar je zaznati, da Ljubljanska borza oziroma podjetja na Ljubljanski borzi izplačujejo nadpovprečne dividende. Te nadpovprečne dividende so ublažile ali pa prinesle nekaj veselja lastnikom, tako da ostajajo pomemben segment, ki ga gledajo vlagatelji na tem trgu. Ja, povečujejo privlačnost najbolj iz tega vidika. Sašo, še tvoj pogled, prosim. Mislim, da je Anže kar dobro povzel situacijo. Dejstvo je, da kakorkoli gledamo navzgor in navzdol, vedno slovenska borza oziroma slovenska tudi ekonomija in blue chipi so seveda povezani tudi z Evropo in na nek način globalizirani in se torej ne moremo izogniti ne padcem, ne pa na drugi strani pa tudi ko rase posod. Kot pa je tudi sam poudaril, je pa to, da dividendni donosi, ki so recimo na ameriški borzi, ki je tudi indeks kot tak padel, je bil za okoli 20%, koliko vse ostalo, je tam dividendni donos 2%, 3%, tukaj pa govorimo, da je delnica že pri 4% dividendni donosnosti med slabšimi dividendnimi delnicami na Ljubljanski borzi. Tako da to je ta razlika in to je na nek način bilo dobrodošlo. 2023 bo pa nekaj podobnega, kar se bo dogajalo v svetu, se bo odrazilo seveda tudi na Ljubljanski borzi. Vsekakor ja, nismo otok, da nas ne bi prizadele spremembe od zunaj. Ampak kar pa se je lani povišalo in kar nas na Ljubljanski borzi vseeno veseli, je, da se je povprečno število sklenjenih poslov na dan povečalo občutno in sicer na 187. V prejšnjem letu je bilo to število 130. Anže, čemu bi ti prepisal to povišanje sklenjenih število poslov? A je to pri retail strankah opaziti pri vašem poslu vsakodnevnem? Se opazi. Pripisal bi temu predvsem visoki oziroma naraščajoči inflaciji in pa predvsem strahu pred njo. Strah pred inflacijo je v našem okolju pri vlagateljih močno prisoten in predvsem tudi na račun polpretekle zgodovine. Spopadanje s to inflacijo in delnice oziroma vlagatelji, ki so imeli konec leta 2021 dobrih 26 milijard vlog v depozitih, od tega 80% približno na vpogled, so iskali zatočišče pred inflacijo. In dostopna trgovalna infrastruktura, ki je tudi seveda povezana z običajnimi računi za plačilni promet, je omogočila enostavne oziroma tudi olajšala prehode v tem naložbenem segmentu. Tako da zaznamo tudi mi oziroma smo zaznali povečan obseg trgovanja na tem segmentu retail vlagateljev. Ok, hvala za tole. Sašo, v 2022 je v bistvu epidemija COVID-19 bila skoraj pozabljena. V ospredje so prišle druge teme, torej vojna v Ukrajini, rast cen energentov in surovin in seveda posledično visoka inflacija.
Ali so to tudi teme, ki bodo vztrajale v 2023? Ja, kar se tiče COVID-a, je bil že 2022 do neke mere pozabljen, je pa ostal, torej posledice COVID-a, lahko rečemo posredne, tako z vidika inflacije, ki je do neke mere tudi posledica, kaj se je dogajalo na teh, bom rekel, dobavnih proizvodnih kanalih, ne. Tako da to se normalizira in je recimo še vedno tema, ki je pa bolj v ozadju. Kar se tiče inflacije, bo to še vedno tema, ki bo precej v ospredju. Sicer vsi na nek način trenutno pričakujejo, če se je, bom rekel, inflacija vse bolj dvigovala tekom leta 2022, da se ne bi začela umirjati v 2023, bo pa še vedno na precej visokih nivojih, ne glede na kaj smo bili vajeni v zadnjem desetletju. Druga tema, ki pa prihaja bolj v ospredje, ki je bila tudi že nekako 2022, vsaj proti koncu leta, vedno bolj se je o tem govorilo, 2023 se bo pa še bolj, je pa koliko bo torej ta inflacija v kombinaciji seveda z zaostrovanjem monetarnih politik in bom rekel tudi lepo gospodarsko rastjo, ki je bila kljub covidu v zadnjih letih, ne, ali bo prišlo do ohlajevanja oziroma do vsaj milejše recesije v letošnjem letu, torej predvsem prvi polovici, ne. Skratka, debata, ki bo trenutno in ki je najbolj aktualna, je, ali bo do te recesije prišlo, oziroma tukaj bi si rekel, da je skoraj že večina strategov že bolj naklonjena ideji, da bo, ampak ali bo ta res mila in se niti ne bo toliko poznalo, ampak samo na upočasnitvi rasti dobičkov ali pa recimo na stagnajočih dobičkih, ali pa bo ta močnejša, ne. To je tista, ki bo glavna tema, ki je bo tudi od odgovora na to temo bo tudi najbolj odvisno, kako in kdaj bo prišlo do preobrata na borzah, ne. Okej, preden da gremo čisto v 2023, dajmo še pogledati malo naša borzna podjetja v 2022. Anže, Krka je v bistvu imela rekordne poslovne rezultate, cena delnice pa se dejansko ni opomogla od padca na začetku leta. Kje je razlog za takšno previdnost vlagateljev? Drži, Krka je poslovala rekordno, spravi tako po prihodkih kot po dobičku. Ta padec oziroma odziv na ceno pa predvsem spravi tveganja, spravi prisotnega z pomembnostjo ruskega tržišča, spravi po iz naslova prihodkov, kjer ustvarjajo približno 22% prihodkov, vseh svojih prihodkov, in pa seveda tudi iz naslova spravi proizvodnih zmogljivosti, ki jih imajo v Rusiji in povezanih spravi vse v relaciji na trenutno rusko-ukrajinsko krizo in v bistvu negotovostjo in nepredvidljivostjo urejanja, spravi razmer, spravi dokler to seveda traja, ne. In ta diskont oziroma dodatni diskont so verjetno vlagatelji skušali spraviti tudi v samo, so ga spravili tudi v samo ceno delnice. Sašo, ti si dolga leta zelo podrobno spremljal Krko. Kje ti vidiš zdaj tole njihovo pozicijo? No, tako kot je bilo povedano, če kdor bi slutil, kaj se bo zgodilo 2022, torej da bo prišlo do te vojne, potem je kako se je razpletlo, katere delnice so najbolj izgubile na Ljubljanski borzi, in da je med njimi tudi Krka in recimo Petrol je na nek način logično, ker sta torej najbolj izpostavljena, en po ceni nafte, ki se je močno poskočila, na drugi strani pa Krka zaradi izpostavljeni tako Rusiji kot Ukrajini glede prodaje, ne. Tako da na nek način je ta reakcija povsem normalna, da se nekaj tveganja vgradi. Na nek način so imeli, bi si skoraj pričakoval, da bi Krka lahko še bolj padla, pa je to rešila z zelo odličnimi rezultati, ne. Tako da nekako tudi kot njihov delničar upam, da se bo ta, tako kot pretekle krize, ki so jih imeli v posameznih državah in izpostavljen s posameznim nekaj, tudi tukaj tokrat uspešno rešila, ne. Bo pa najbrž tudi v letošnjem letu, dokler se ta, bom rekel, ker tudi sami v poročilu poudarjajo, ne, da pač je tudi še vedno negotove razmere, logično, in nepredvidljive, da nekega večjega pozitivnega sentimenta na delnici težko pričakujemo, dokler se ta situacija bistveno ne umiri, ne. Bo pa potem
So pa sigurno dokazali, da so zelo dobro, bom rekla, omejili tveganja, vsaj na poslovnih rezultatih. Krizah, kot rečeno, sicer zdaj Rusija in Ukrajina predstavljata, mislim, da dobrih četrtino prodaje, kar je veliko, ampak po drugi strani pa pomeni, da še vedno imaš pa 3/4 druge. Tako da so ustrezno diversificirani, ampak bolje z vidika vlagateljev, čisto z vidika vlagateljev je logično, da so malo bolj zadržani, in posledično, da čakajo, da tukaj, bom rekel, bojo imeli bolj vidljivo prihodnost in da bo šele takrat lahko bolj povečevali to pozicijo. Do takrat pa, tako kot v ostalih tih delnicah, imaš lepo dividendo, ki jih lahko pričakujejo na osnovi dobičkov in to je to. Stabilne dividendne politike, tako da, kot rečeno, jaz kot delničar na nek način zaenkrat vztrajam in sem bil, recimo, je bilo leto 2022 kljub situaciji na nek način relativno mirno za Krko. Zdaj, si že prej tudi omenil Petrol, da je seveda tudi izgubil na vrednosti, predvsem zdaj v zadnjem četrtletju. Petrol polni naslovnice s tole tožbo proti državi Hrvaški in Sloveniji zaradi regulacije cen naftnih derivatov. Kakšno je pa tukaj tvoje mnenje o tej temi in če lahko pričakujejo delničarji kakšno poravnavo? To bi težko kompliciral. Gre za na nek način nehvaležen položaj družbe, pa tudi kompleksno temo, tako da jaz bom tako rekel, kot rečeno, tako za Krko kot za Petrol, glede na kaj se je zgodilo v 2020, ki je čist izven njihovih, bom rekel, torej povezano s to vojno, torej nekaj eksterni šok, ki je prišel, je logično, da sta bila na udaru obe delnice in na nek način tudi rezultati, samo da je Krka uspela to, tudi v Rusiji na nek način se to niti ni toliko poznalo. Na drugi strani, pri Petrolu je pa treba razumeti, recimo tukaj mogoče bi bolj poudaril, da je ključno za vlagatelje, da razumejo vedno vsako podjetje, ali Petrol, Krka ali kjerkoli drugo je, da se zelo dobro pozanimajo, kakšno je poslovni model posamezne družbe in kaj so tako imenovani value driver, torej kaj je pomembno, bodisi da bojo prihodnji poslovni rezultati boljši ali slabši, oziroma kaj se bo dogajalo z dobičkom. Ker lih to, recimo energetika je krasen primer. Če gledamo S&P, kot rečeno, kot smo začeli ta webcast, torej povprečni indeks je padel za 20%. Večina panog, praktično vse panoge se bodisi močno upadle, rahlo upadle ali vsaj stagnirale. Energetiko S&P v Ameriki je naredila 60% plusa. Skratka, to je bila zmagovalna panoga v lanskem letu. In je bilo logično, pač cene nafte, plina so podivjale v nebo. Ampak tipični vlagatelj, recimo tudi s tem sem se srečeval 15 let, ko sem kril Petrol, je lih to, da to je na nek način v energetski panogi, samo Petrol je trgovec energetiko. In je treba dobro razumeti, kako se giblje, torej in od česa je odvisen razrez cene, ki jo Petrol zaračunava in posledično zaradi tega je sicer v energetiki, ker vsi mislijo, da je bila to super panoga za 2022, ampak je bil lih kot trgovec z naftnimi derivati pa seveda bil ravno na drugi strani, nekdo, ki je bil najbolj pod pritiskom zaradi tega. Tako da tukaj že spet jaz bi bolj rekel, da pač upamo, da se to stvar, predvsem ta zunanji šok, ko se enkrat umiri, potem se bo situacija normalizirala. Skratka, vse te krize nas učijo samo to, da moramo vedeti, da v vsaki krizi so določene delnice nekaj časa pod pritiskom, določene delnice in pa bom rekel, neka situacija koristi. In to je bilo za COVID, je prišel, so neke druge delnice dobro performale, pa druge slabo in potem je prišla pa ta vojna in visoke cene nafte, ki so pa seveda jih na nek način za določene panoge obrnile sliko. Ok, če še malo ostanemo pri Petrolu, Anže, v bistvu Petrol je delil delnico v 2022, prav tako Cinkarna. Ali se opaža, da je nižja pač cena delnice spodbudila interes za te naložbe pri retail strankah? Spravi, kot interes ocenjujem, da ne, ker je ta najbolj ravno sovpadalo. In je sovpadal predvsem za tem, kaj je bilo naloženo upravi, spravi, kako se mora uprava
pogajati glede povračila stroškov in tako naprej. Generalno, spravi, delitev delnic je tretiran, je običajen korporacijski dogodek, tretiran je v bistvu kot pozitivno, namreč omogoča širšo dostopnost delnice z vidika absolutne vrednosti tudi tako manjšemu oziroma malim vlagateljem, spravi, ki razširi bazen teh vlagateljev, ki jim je na voljo taka delnica, tako da to je tretirano kot pozitivno. Mogoče zanimivost pri Petrolu, no, veliko klicev smo dobili s strani vlagateljev, ki so že ves čas v lastniški strukturi, tako imenovanih certifikatskih vlagateljev, ne, ki pa na ta dogodek niti niso bili tako pripravljeni in bilo veliko pojasnjevanja ali pa negotovosti. Glede cene najbrž. Glede cene, kaj se je zgodilo. Tako da, drugače pa dogodek, ki je normalen v tujini, pogosto prisoten, pa tudi že v Sloveniji smo bili pri neki Krki, ki je v preteklosti že imela tak korporacijski dogodek. Ne. Tako da je tretiran kot pozitivna stvar. No. Tako da tukaj pa nažalost je izvodenel, ker so bile bistveno bolj pomembne teme prisotne ta čas ali pa v zadnjih 2-3 mesecih, kot pa ta delitev delnic. Ja, mogoče se bojo recimo te pozitivni učinki nižje cene pač pokazali kasneje, ko ne bo ravno kombinacija, bomo rekli, z ostalimi negativnimi dogodki. Sašo, NLB ohranja ambiciozne cilje s širitvijo poslovanja po Balkanu. Rabili bojo pa seveda sredstva in kakšen način za pridobivanje sredstev misliš, da bi bil najprimernejši za njih? Mislim, NLB je trenutno je družba, ki je zelo uspešno posluje, ima zdravo bilanco, se loteva novih projektov in tako da to je vse pozitivno. Lahko tukaj celo rečem, recimo, če smo že prej komentirali, torej, kjeri so bili med tistimi, ki so najbolj delnice izgubile, na nek način je celo presenetljivo, da je NLB izgubil zelo podoben odstotek kot prejšnje delnice, za katere vemo, da so bili neka tveganja v povezavi z dogajanjem v 2022 bolj kot pa prisotne kot pa na NLB. Tako da jaz sem za NLB precej optimističen za letošnje leto, še naprej dobri rezultati, zdravo bilanco, na nek način veliko depozitov, ki imajo, ki je bilo v preteklosti, ki je bilo sicer zdravo, ampak si imel en hakelc, eno problem s tem, da si imel seveda negativne obrestne mere na drugi strani, ne. In se zdaj, torej na nek način je to ECB rešila in bi moglo biti za banke boljše okolje z veliko neto obrestno marže. Tako da jaz mislim, da to je ena zadeva, ki bi lahko rekla, je en kandidat za zmagovalca v letošnjem letu, ne. Zdaj, kar se tiče pa samega financiranja, jaz mislim, da tukaj tako vedno iščejo različne vire in skrbijo, da so različni viri financiranja odprti, ne. Zato, ker ni samo pomembno, da je kako je posamezen vir pocen, ampak ker se to tudi spreminja, ne. Vidimo na finančnih trgih, kako hitro se lahko neka stvar, ki jo misliš, na katero se že navadiš, da je neka čisto druga cifra normalna, pa se potem lahko rečemo v pol leta vse spremeni, ne. Je dobro, da imaš različne vire odprte in da skrbiš za nek optimalen miks virov, tudi da ko se stvar spremeni, imaš na voljo, da hitro se temu prilagodiš. Tako da jaz... Ja, to je zelo dobra poanta, v bistvu tudi najbrž za druga podjetja, ne samo za borza, neka optimalna struktura, diverzifikacija tudi virov financiranja, ne. Anže, torej, kot je že omenil Sašo, v 2022 se je definitivno končalo tole obdobje poceni denarja. Centralne banke so začele z višanjem obrestnih mer. Kako bo pa ta dražja cena financiranja vplivala na poslovanje borznih družb? Naprimer, Telekom se je vmes nabral kar precej dolga. Spravi, podjetja je prav, da imajo diverzificirane vire financiranja, ne? Spravi, to je strateškega pomena. Ugotavljamo, spravi, da v bistvu ne samo borzne družbe, ampak generalno slovensko gospodarstvo je razmeroma v dobri kondiciji in razmeroma nezadolženo. Spravi, če povzamem širše, ne, spravi,
ta nezadolžena podjetja ali pa tisti, ki so manj zadolženi, bodo tudi lažje iskali te vire financiranja, tisti, ki so razvili odnose z vlagatelji ali pa bili prisotni na trgu, jih bodo tudi lažje, tako da sigurno pa bo ta oseka razkrila tiste, ki pa na to niso pripravljeni, ne, in bodo se pokazale tudi seveda težave, ne. Spravi, dejstvo je, da so dražji viri financiranja, da je to ponovno neka pot v normalizacijo teh obrestnih mer, ne. Spravi, to, kar smo gledali zadnjih nekaj let, je bilo neko tudi izredno obdobje, no, če tako ocenim. In spravi, nezadolžena podjetja bodo pa tista, ki so prisotna tudi na kapitalskih trgih, bodo lažje tudi financirala tudi zeleni preboj, tehnološki preboj in pa financira svojo konkurenčno pot tudi za bodoče. Okay. Če smem samo dodati, zagotovo pač višja, ko je obrestna mera, to se bo poznalo, to bo eden od stvari, ki bo pa torej negativno vplival na dobičke številnih podjetij, ne, v Sloveniji tudi blue chipov, ene bolj in ene manj, odvisno pač koliko dolga imajo v strukturi, ampak načeloma tisto, kar je pa vseeno pozitivno, je pa, da družbe trenutno te blue chipi niso precej zadolženi, ne. Tako da, a se jim bo to poznalo z vidika nekega pritiska, ta faktor bo negativno vplival na dobiček v letošnjem letu, seveda bo, ampak na drugi strani, da bi bil pa to neka situacija, kjer bi nas lahko skrbeli glede nivojev zadolženosti, pa tokrat zaenkrat ni prisotno. No, to je super slišati, po moje tudi za vsem delničarjem podjetij. In Sašo, to, kar si že omenil, v vsaki krizi so tudi zmagovalci, a ne? V prvi kotaciji bi se lani lahko rekli Luki Koper zmagovalec, ker je edini tečaj pač porastel. Čemu pripisuješ takšno gibanje, Luki Koper? Kot rečeno, pač na slovenski borzi najbrž se je poznalo malo, da torej nekatere delnice so bile tako drugače izpostavljene na tem, bom rekel, specifiki glede cen nafte ali pa Ukrajini, Rusiji in te vojni tam. Potem so bile družbe, ki so mogoče vlagatelji bili malo bolj previdni zaradi pač razmer na finančnih trgih, kar se je odmeralo, to je predvsem recimo finančne panoge, in Luka Koper je pa bila tista, ki je tudi dostavljala odlične rezultate, ne. Na drugi strani pa ni bilo nobenih teh ekstra skrbi. Tudi z vidika trgovine se je Kitajska vseeno pričakovalo vedno bolj odpiranja, ne, in s tem tudi odpiranje nazaj oziroma normalizacija, recimo temu, svetovne trgovine. In to še vedno poteka, na nek način poteka. Tako da na nek način je bil še najmanj neki faktori, ki bi vlagatelje skrbelo, ne. Anže, omenili smo že te zdaj različne vire financiranja in ker se razmerja na trgu spreminjamo, ali to tudi pomeni, da zdaj lahko pričakujemo več dolžniških vrednostnih papirjev oziroma komercialnih zapisov? Pri obstoječih izdajateljih bi pričakoval neko normalno obnašanje kot do sedaj, ne, prisotnost na kapitalskih trgih, za takega izdajatelja pomeni strateškega pomena. Tukaj so razviti dolgoročni odnosi do vlagateljev, ne, in vlagatelji cenijo te dolgoročne odnose tudi z izdajatelji. In to je v bistvu praktično prvi predpogoj, da sploh ima tak izdajatelj dostop do kapitalskega trga, ne. Sigurno tržne razmere, ne, vplivajo, oziroma so lahko nek faktor, ampak te tržne razmere je tako ali tako precej težje napovedovati, ne, težko napovedujemo, kakšni so pribitki podjetniških obveznicah na nekih mednarodnih trgih do dolžniških oziroma do državnih obveznic, kakšne so vrednosti teh obrestnih zamenjav, kakšna bo boniteta Republike Slovenije, kakšne bodo v končni fazi tudi marže. Pri podjetniških posojilih, ne, predvsem to so faktori, ki bi vplivali na odločitev nekoga, da gre poskusiti na kapitalski trg. Kot sem rekel, no, te odnosi so dolgoročni, strateški in strateško spreminjajo samo financiranje tazga podjetja, tako da
pričakoval, da bodo z podobnimi oziroma enakimi aktivnostmi izdajatelji, da jih bodo počeli še naprej. Potencialni novi izdajatelji pa tudi ne prideš na trg kapitala kar čez noč, ampak je to nek proces, spravi, ki je prav tako ključnega pomena, ne, in traja nekaj časa, ne, tako da se potem pričakuje neko normalno v bistvu aktivnost tudi na tej ravni. No. Ja, ampak vsekakor pa mislim, da je dobro, da se tudi vsa podjetja zavedajo, da ta možnost recimo obstaja oziroma je na voljo ne samo pač čistemu ozkemu krogu podjetij, ki to pač počnejo sedaj. Ok, gremo malce še čez meje. V letu 2022 je tehnološki sektor zelo underperformal, če se izrazimo po angleško, torej je slabši bil in so delnice tudi FANG prej zelo popularne, doživele velike padce. Je že omenil Sašo, da je energija bila velik zmagovalec. Na katere sektorje pa bi zdaj stavili v 2023? Sašo, boš ti povedal svoj izbor? No, se deloma so že namignil, torej ena panoga, ki bi lahko dobro delovala, je finančna panoga oziroma banke, kjer se bo neto obrestna marža zviševala, pa tudi na nek način dokler velja predpostavka, da bojo recesije, če bojo mile, da bojo bilance na nek način ok, potem bi mogel biti tudi letošnjo leto za njih v redu. Ne? Tudi na drugi strani, kar se tiče tehnologije, je pa tako. Ne? Ja, to je panoga, ki je doživela nadpovprečen visok padec v 2022, predtem pa je bilo, bom rekel, to zelo popularen sektor, ki je nadpovprečno rasel. To zna biti še naprej tekom začetka leta, predvsem z tega vidika, da ja, deloma tukaj so neke delnice, ki so recimo niso več moderne oziroma se vidi več tveganj ali pa tudi regulatornih ali drugačnih, recimo ta, ki so povezane s social media in tako naprej. Pa tudi više obrestne mere pomeni, da se na nek način ratajo te, ker so tako imeli recimo growth delnice bolj draže, ne, oziroma se jih je treba bolj diskontirati. Na drugi strani pa vseeno jaz mislim, da tekom 2023 enkrat bo ratal ta donos tveganja za tehnološko panogo zelo zanimiv in bo to zelo spet zanimiva panoga, ker slej ko prej se vlagatelji, tako kot rečeno, nekaj časa so neke panoge, neke delnice pač niso popularne, ker vidi se preveč tveganja, potem se pa to situacija hitro lahko obrne in mislim, da s tehnologijo bo nekaj podobnega. Je pa res, da mogoče bo malo drugačni, znotraj te panoge malo drugačni poudarki. Prej so bili to, ja, bom rekel, tudi delnice, ki so bolj povezane s social media, zdaj pa po mojem bo tisti naslednji buzz, bom rekel, ki bo zanimiv in ki se tudi vidimo po zadnjih člankih, je pa AI. Tako da na nek način to zna biti, tudi še vedno ne bi to panogo odpisal za letošnjo leto. Bo pa, kot rečeno, jaz pričakujem, da bo prva polovica leta še zelo problematična, ker se bojo mogli vsi seveda še vedno navaditi na novo realnost glede obrestnih mer, novo realnost, kaj to pomeni dejansko za same izkaze, tveganje, kakšna bo, preigravanje, kakšna bo ta recesija, če jo bo. Se pa potem, ko se enkrat torej ugradi dovolj pesimističnih novic v borzni trg, se slejka prej potem pa tukaj hitro zgodi preobrat. Tako da je bolj vprašanje, kdaj bo ta preobrat. Ja, ok, super, Anže. Lahko potem zaključimo optimistično. Menda v preteklosti sta bili dve zaporedni negativni celi leti na delniški trgih zelo redki. Kakšen je pa tvoj pogled v 2023? Sem hotel biti bolj konzervativen kot Sašo, no? Tako da, ampak so ok, dve zaporedni negativni leti, to niti se ne bi na to obrnil, ampak dejstvo je, da smo v fazi zmanjševanja likvidnosti v obtoku, obrestne mere še vedno naraščajo in ta premija za tveganje je narasla. Tako da, kje je ta točka preobrata, oziroma ali bo mehak pristanek ali ne bo, ali se bo inflacija izkazala za nekoliko bolj trdovratno, kakor si vsi predstavljamo, in imajo centralne banke tisto pravo čarobno palico, kako
kako močno zategniti ročno zavoro, ne, pa hkrati potem tudi sprostiti v tisti naslednji fazi, spravi to monetarno politiko. Spravi, to je tisto vprašanje, no, o katerem se sedaj sprašujemo, ne. Sam ocenjujem, da inflacija ni tako začasna, ne, spravi, da zna biti celo prej bolj trdovratna, ne, da neke plačne inflacije še nismo prišli do tega, ne, in da ta mogoče nas lahko še udari z bičem na koncu, ne. Ampak v tej fazi, spravi, dejstvo je, da je premija za tveganje narasla, spravi, naložbeni segment bi bil bolj konzervativen kot tak, ne, v smislu delniških naložb, ne, spravi, nek value stocks podjetja, ki so uspešno, spravi, to inflacijo ukomponirala tudi v cene svojih končnih produktov in ki so v osnovi razmeroma manj zadolžena, no. Ta bodo imela verjetno prednost, oziroma na ta bi jaz mogoče bolj stavil, no. Finančni sektor, spravi, zaradi dvigovanja obrestnih mer, spravi, je tisti, ki zna prvi transformirati to v pozitivni poslovni izid. In pa mogoče drugi naložbeni razred, ki se sedaj odpira, ne, pa je bil ves čas mogoče malo bolj tiho, je nek segment obveznic, no, nekoliko bolj konzervativno, no, tako da. Torej bo treba preudarno ravnati, ne? Če smem dodati, ne, ja, to je bilo pač tudi 2 zaporedni negativni leti, tudi 3 nazadnje so bila te stvari, recimo 2007, 2008 videno. Poudarek, mislim, recimo, če gledamo optimistično, potem lahko rečemo, tudi ko je prišlo do padca, ko si imel za sabo kakšno zelo slabo leto, je bila vstopna točka z vidika dolgoročnega vlagatelja, skratka, ki gleda, bom rekel, naslednjih 10 let za vlagati, je bila vedno bolj atraktivna. Tako da, jaz rekel, kadarkoli je bil ta pretiran pesimizem, zdaj bo pa vsega konc, je ponovadi bil še najboljša vstopna točka, ne, tako da na nek način je treba, če pravilno imamo dolgoročno strategijo, potem vemo, da pač če zdržimo te, bom rekel, slaba leta, potem slej ko prej posije sonce in bo, ne, težko je uloviti ta timing, ne. Mogoče tisto, kar je pa bolj, recimo bolj na nek način, je pa treba vseeno malo previdnosti, bolj z tega vidika, da jaz mislim, da smo se v zadnjih, recimo, tudi te 2 zaporedni negativni leti so bistveno redkeje bile po drugi svetovni vojni kot pred, če gledamo S&P, oziroma vse redkejši so bili te dogodki, ne, da smo se mi precej zelo navadili na ta zelo dolg, že tipično je bilo vedno, torej recesije hitrejše, tudi če so bile globoke, so bile hitrejše, se je vse skupaj odvilo, hitro je vse strmoglavilo, potem je pa, po tistem prvotnem odboju je bilo potem vrsto pozitivnih let. To je ponovadi recimo neko in z vidika ekonomije in z vidika borze bolj tipično, ne. Ampak ta obdobja so se zdaj še bolj daljšala, te obdobja rasti, pa kako je bilo vedno bolj fantastično na nek način. In se mi zdi, da tukaj se bolj morajo vlagatelji povsem zavedati, da je prišlo do geopolitičnih sprememb takih, da ne pomeni to več, da zdaj pa ne bo več, da bo vse konec, da ne bo več ta ciklika, ampak ja, da najbrž nas bo bolj pogosto doleteli te malo šibkejše leta in da ja, mogoče ni bilo lih najbolj normalno imeti skoraj za sabo, smo imeli zdaj 10 let, kjer se je imel praktično samo rasti, predvsem v tujih borzah. Slovenija je potem v začetku malo zaostajala po tem desetletju, potem si imel pa praktično ničelne obrestne mere, ne, ker ti je bil še 0,5% ogromen, ne. In na nek način se to je bilo malo nenormalno in se moramo vsi prilagoditi. In ta bolečina je bolj v tem smislu, koliko časa traja, da se ti prilagodiš od nekaj, kar si se razvadil, na nekaj, kar je mogoče malo bolj normalno, ne. Tudi z vidika donosov, ne. Vse je super, če te preseneti donos in je zelo visok, in se to dogaja, kdaj pričakuješ normalno leto, pa je pa zelo super donos vseeno, ampak je bistveno bolje, da si realen glede pričakovati, ne. Tako da pričakovati, ali bo v prihodnjih 10 letih se še enkrat ponovil, kar se je v zadnjih 10 letih, torej po unem padcu, da bo ne vem kakšna taka rast, jaz mislim, da ni nemogoče, ampak ne bi pa jih stavil na to z vidika statistike. Okay, pač treba bo znižati malo pričakovanja. Ja, dobrega se hitro navadimo. In z tega vidika tudi dividende, ki jih nudijo firme, predvsem na recimo slovenske borzi, so mogoče bolj, ker je nekaj bolj, bom rekel,
meni so na nek način bolj všeč, ja, mogoče se zdi bolj dolgočasna zgodba, ampak bolj stabilna zgodba, kot pa, da te malo, bom rekel, umiri tvoja pričakovanja. In dividende so nekaj, če je lep donos, je to čisto fajn. Anže, še tvoja kakšna zaključna misel? Pritrjujem Sašetu, no, da bo verjetno treba se navaditi na nekoliko nižje, oziroma da bo treba pričakovanja predvsem umiriti, no, ker temu, kar smo bili priča, ni bilo niti nerealno, niti nenormalno in neka zmerna pričakovanja in to bo tisto vodilo, ki bo verjetno veljalo tudi v bodoče. Super. Hvala lepa. Malce se bomo podaljšali, ampak ni problema. Mislim, da je bila vsem zelo zanimiva tale debata. Smo pa prišli zdaj do konca našega webinarja, tako da se vama zelo lepo še enkrat zahvalim za sodelovanje. Anže Habjan iz NLB in Saša Stanovnik iz podjetja Adventura Investments. In seveda hvala tudi vam, spoštovano občinstvo, da ste nas spremljali. Vsem želim še čim lepši preostanek dneva in seveda vse dobro v 2023. Nasvidenje. Nasvidenje.